Galerija sama po sebi je prostor, kjer se naj bi manifestiralo pač to delo ustvarjalcev. Bistvo galerije oziroma galerije sodobne umetnosti pa je v tem, da predstavimo nove pristope na področju sodobnih vizualnih umetnosti, nove načine razstavljanja, da se vidi, kako ljudje razmišljajo, kaj prinašajo novega v naš prostor, v to našo sodobnost. Pomen tega je, da lahko avtorji posredujejo svoje misli, svoje ideje na zelo specifičen način. Tako kot je za slikarja, recimo platno, je pač za fotografa fotografski medij tisto orodje, s katerim ustvarja in seveda potem posreduje te svoje ideje in misli. Stremimo k temu, da razstava ni le to, da obesiš fotografije na steno, ampak je to celoten dogodek. Dobro je, da imamo to možnost, da to pokažemo, te svoje umotvore. Zdaj, umetnik sam nekako nosi to vlogo in skozi to svoje delo zori skozi življenje. Kultura v najširšem smislu je dejansko vsa dejavnost človeštva. Vse, kar je človek naredil, kar ima za pokazati. To je torej znanost, tehnika in umetnost. Vsaka ustvarjalnost je v bistvu na nek način kultivacija. Kultiviranje okolja, sebe, odnosov, osebnega okolja, družbenega in tako naprej. Kultura je pa seveda zelo raznolika. Imamo kulturo enega človeka, ki se ponova razlikuje od kulture drugega. Kultura določenega naroda je spet specifična. Tako všeč mi je bogastvo kulture, ta raznolikost. Vse, kar se ustvari, se na nek nevidni način širi, ker mi ustvarjamo vizualno kulturo. Vizualna kultura je pa nekako samo v sebi, samoumevna, ker je skozi to. Če mi nekaj umaknemo, tako še ne vidimo, da nekaj manjka. Vizualne umetnosti, če že gledamo čisto iz narave človeškega bitja, dobimo ljudje največ informacij preko vizualnih podob. Umetnost in umetniško ustvarjanje je vedno pred časom, je kumulativno, se pravi, da določena dela se prepozna njihov vrednost in pomen šele čez desetletje ali stoletje. Vloga umetnosti v naši sredini, v naši kulturi, v naši družbi je zato ene plemenitenje pogleda na življenje. Naša orožja so ravno kultura in knjige in umetnost vseh vrstah disciplin. To je naš potencial in tu smo pa lahko v svetu primerljivi s komarkoli. Brez kulture dejansko ni človeka oziroma nekako njegov smisel je v tej kulturi.